Pozdravljeni, z vami sem Mika Gantar in danes bomo brali naključna sporočila s kart Prehod v novo dobo. Čistko sem rekla, se prepustim toku. In tisto, kar je ta trenutek za vas pomembno, to bo prišlo ven, ta informacija. Ker na koncu koncev, gledajte, zdaj smo v takem primežu sprememb, da vsi občutimo to, marsikdo po noči ne spi. Marsikdo ima težave s tem, da recimo zadnjič sem poslušala en video ene gospe, je rekla, da dejansko se prebuja po noči in da ima občutek, kot da je strelovod. Mnogi imajo težave z bolečinami v telesu in je videti, kot da ni vzroka. V glavnem, čistijo se celični spomini, čistijo se najbolj zakoreninjeni vzorci in to gre preko celičnega nivoja ven. Se pravi, če vas boli leva, desna stran, pomeni, da čistite moško stran, očeta, moža ali pa partnerja, šefa, dedka, se pravi, nekaj, kar je po moški strani ostalo nekaj nakopičenega. Če vas boli leva stran telesa, pomeni, da čistite žensko plat, mogoče jezo na mamo, mogoče zamero, mogoče neizrečene besede. Danes sem govorila z eno gospo in je rekla, ja, tako se trudim odpustiti staršema in vsi govorijo samo odpustiti in jaz sem ji pa rekla, da naj napiše pismo in naj gre, starša sta že pokojna, na grob in naj pove, kar ima gre, predvsem očetu, ker jo boli desna stran telesa. Pač odgovornost, gledajte, nekdo, ki na en način zlorabi otroka, ima svojo odgovornost. Ni, da zdaj se otrok more truditi, pa ti odpuščam si ti, ampak vse noter je jeza. Potlačena jeza dejansko povzroča kot potres, kot bi pojedel potres. Prav isto. No, da vidimo. Karte Prehod v novo dobo. V meni se vsak dan rojeva novo rojstvo. Prišla je boginja novega rojstva. Zdaj vam bom prebrala afirmacijo, ki je pomembna, ta trenutek 57. Glejte, staro umira in ustvarja prostor novemu. Zaupam procesu. V meni je večno življenje. Sprejemam vse, kar mi pripada. Zdravje, lepoto in izobilje na vseh področjih. Hvaležna sem za svoje žensko telo. Dovoljujem, da se moja ženska energija izrazi, ker jaz sem boginja na zemlji. No, naslednje sporočilo je pa prišlo, glejte, drevo prijateljstva. To drevo prijateljstva brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. Zanimivo, da točno o tem drevesu sem se danes pogovarjala. Kje je nastalo to drevo? Katarina Vidmar, avtorica teh čudovitih kreacij, je naslikala tole drevo v pisarni Jasmine Kandorfer v njenem studiu in potem so se preselili in to drevo dejansko so prebarvali. No, in danes sem bila povabljena v klepet ob kavi, kjer smo govorili o zakaj imajo nekateri ljudje potrebo po sabotiranju samega sebe. Ne vem, kdaj bo oddaja na sporedu in predstavljena je bila ta nova knjiga, ko imajo duše žur, tako da v glavnem z veseljem sem se odzvala, ker sem prosila stvarstvo, da me poveže z nekom, z nekim medijem, da bom lahko predstavila svojo knjigo. In je prišel povabil in sem šla. No, tako. V glavnem, dejstvo je, da prav v tem drevesu prijateljstva je rekla Jasmina. Je rekla, ampak je umrlo drevo, ker so ga prebarvali. In se je rekla, ne, živi v kartah. Tukaj je. In zdaj pogledajte to sporočilo 76, da vam preberem. Ena stvar je, iskreno se povezujem z ljudmi. Brezpogojno sprejemam. Se pravi, lahko brezpogojno sprejemam odločitve določenih ljudi in pomeni, da ko se iskreno povezujem z ljudmi, iskreno govorim o svojih čustvih. Iskrenost. Glejte, najbolj pomembna zadeva. Dovoljujem, da v moje življenje prihajajo ljudje, ki me sprejemajo in podpirajo. Ampak
Dokler imam pa jaz program v svoji podzavesti, da potrebujem zlorabljevalce, v tem primeru, ja, prihajajo točno taki ljudje, ki mi pritiskajo na moje čustvene rane. Brez slabe vesti lahko prosim za pomoč, ker nekateri ljudje ne sprejemajo in kdor ne sprejema, ne more dobiti in mislijo, da lahko vse sami naredijo. In dobro, tudi jaz marsikaj mislim, da lahko sama, ampak se učim, sploh takrat, ko prenašamo knjige, da rečem, no, jaz pa zdaj damo špilam in imam samo rokavice gor in drugi delajo. No, ampak v glavnem se učimo, Po nas mi lahko samo škodi. V ljudeh iščem svetlobo. Hvaležna sem za prijatelje, ki me spremljajo na poti življenja. No in prav te ljudje, ker vse je ena velika lekcija v tem življenju. Prijatelji, ki nas spremljajo na poti življenja, so ljudje, nekateri, ki pridejo v naše življenje, recimo tako kot moja prijateljica Tatjana, ko sem imela 15 let, sva se spoznali in danes pri 51 letih sva še vedno prijateljci. In to je stalnica v mojem življenju kot neka dušna sestra. So pa drugi ljudje, ki pridejo v moje življenje in z njimi odplešem en ples. Zdaj ta ples traja včasih leta, včasih 2, včasih par mesecev. Ampak, ko jaz začutim, da nek odnos, da je prišel do tega, da se počutim takole, izstopim in se zahvalim za lekcijo, zdaj pa kaj pa občutim, zdaj pa naslednja zadeva. Kaj mi nosijo te ljudje, ki pridejo, pa pol odidejo. Določene lekcije, ki sem jih usvajala v preteklosti, so bile povezane z jasno se postaviti za sebe. In očitno sem ta delček že predelala, ker te ljudje ne prihajajo več v moje življenje, da bi mi pokazali, da se moram jasno postaviti za sebe. No, zdaj, zadnjih nekaj takih bolj intenzivnih srečanj ali pa daljših srečanj z ljudmi, so bili pa v bistvu ljudje iz preteklih življenj, s katerimi je ostalo nekaj nepredelanih zadev. In sem jih rabila. Samo rabila, da sem ozavestila, da sem spustila, blagoslovila in da grem naprej. Vedno se pa vprašamo, kako se počutim v tem odnosu. Recimo en od teh zadnjih odnosov, ki sem zaključila, je bilo, počutim se, da me želi kontrolirati. In vedno, ko občutim take zadeve, pač jaz čistim sebe. Ne spreminjam drugih ljudi, ampak čistim sebe. In zdaj to, kar jaz čistim, še vedno čistim ženski del, še vedno čistim odnos z mamo in vem, da mnogi izmed vas imate ravno tako za predelati strupene mame. Tako da v glavnem ta delček, veste, naključij ni v našem življenju. Vsak odnos je točno tak, kot ga rabimo. Točno take ljudi, kot jih rabimo, jih imamo v svojem življenju, zgolj z namenom, da se spomnimo, da pozdravimo, da naredimo korak naprej. No, gremo še eno sporočilo. Kaj je ta trenutek pomembno? Za vas, za nas, za mene tudi. Srčna čakra. Jaz sem ljubezen. Se povsod lahko vidim ljubezen. Srčna čakra je neverjetna. Srčna čakra ima svojo zavest, ima svoje sevanje. In bolj kot sem v ljubezni in sočutju, bolj kot sem v hvaležnosti, bolj kot sem hvaležna ne nazadnje za moje telo, da me nosi, za moje noge, da me nosijo, bolj kot sem hvaležna za vse materialno, bolj kot sem hvaležna za naravo, ki me obdaja, bolj se veča moja srčna čakra. Srčna čakra, v angleščini se reče koherentno stanje, pomeni, da v bistvu moje srce začne bolj enakomerno biti. In ko moje srce bolj enakomerno bije, takrat so celice se obnavljajo, takrat občuti moje telo mir, takrat lahko razmišljam in tako naprej. Takrat, ko pa sem povezana z nekim stresnim dogodkom, pa v bistvu se takoj odraža to na srčnem utripu, se pravi, moje srce ne bije koherentno in v tem primeru moje telo občuti stres na celični bazi, celice se zaprejo tako, kot bi se lopute zaprle
in ne poteka ne obnova in pomeni, da se ne morem razstrupljati, pomeni, da pade imunski sistem in tako naprej. In prav to, recimo Joe Dispenza govori o tem, ko srce ni koherentno, da je ravno tako kot pri avtomobilu, da bi hkrati pritiskal na zavoro, pa na plin, na gas pa na zavoro, ne? Na plin pa na zavoro in v bistvu vemo, da avto lahko bi cukal ali pa sploh nikamor ne gre. In tako se počutijo ljudje, ki jim non-stop v možganih se nekaj predvaja. Zdaj pa kako se umiriti? Kako se umiriti? Lahko govorim samo za sebe. Leta nazaj se še spomnim, kako edina prošnja je bila, da bi se lahko umirila, da bi lahko zaupala. Imela sem premalo denarja, otroci so bili bolni, kar naprej je bilo nekaj, ena drama v življenju. Kako se umiriti? Veste, umiriš se lahko šele takrat, ko začneš delati korake za sebe. Dokler delaš korake samo za druge, toliko časa, imaš v sebi neko tiho jezo tudi na sebe. Ko pa začneš delati korake za sebe, se začneš umirjati. Dih je osnovna zadeva. Se pravi, jaz sem začela s tibetanskimi vajami. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Tako sem začela. Potem bolj zdrava hrana, potem več sprehodov. Tudi včasih sem sama šla, čeprav sem imela majhne otroke, brez slabe vesti, zaradi tega, da sem se naučila nove energije. No, in v glavnem, Ošetove karte, izžetost je prišla, poglejte. Izžetost je takrat, ko imamo 1001 stvar v možganih, ki enostavno se nam dogaja. Kaj še moram? Umiriti se je treba. Ker če se ne umirite, ne morete priti do tega, da začne srce drugače delovati. Ne gre. Stres, vemo, da je izgovor ali pa bolezen današnjega časa. Dejstvo je, da ko se začnemo umirjati, zavestno umirjati, glejte, se zgodi v nas neverjetna sila in ta je silovitost. Preboj naprej, kot puščica. Enostavno imaš fokus, veš, kam greš. Nehajte tekati za srečo drugih ljudi okrog. Vem, da je težko. Ker takrat, ko boste začeli delati stvari za sebe, ko boste kakšnemu človeku rekli ne, takrat bo ta druga stran začela vas obtoževati, da kakšni ste, da niste v redu, da vam je tale minka sprala možgane, da vam je tista prijateljica, s katero se družite, vam je čisto oprala razmišljanje, da vi ste bili taki v redu prej, ne pa zdaj, to ni v redu in tako naprej. In vi se morate zavedati, da nihče od ljudi okrog vas, ki so imeli koristi od tega, da ste tekali za njih, ne bo ploskal vašim spremembam. Ampak očitno so nujne za vas. In ta sprememba, poglejte, lahko ste, ko so spremembe na zunanjem krogu tornada in vas bo tako premetavali, ali pa odnesli, ali pa ste v centru v miru. In ta center v miru biti, to je odločitev. Vem, da je težko, vem, da to ni takole, sploh takrat, ko smo v nekem odnosu, lahko je to služba, kjer obtičimo zaradi varnosti. In ko v nas vse kriči, da ne moramo več, še vedno gremo tja, zato ker imamo streho nad glavo, ker dobimo plačo, kar. In dejstvo je, da duša hoče pa premike. Ko je čas, ko se duša odloči, nas bo na en ali pa na drugačen način prisilila do tega, da naredimo korake. Zato ne se primerjati z drugimi, delajte svoje korake v svojem življenju in boste videli, vaše življenje se bo začelo spreminjati. A gremo še na eno sporočilo. Vodstvo boginj. Katera boginja nas podpira pri tem, da ostajamo čim bolj v miru, da enostavno delamo korake za sebe? Lahkotnost.
Nobene potrebe ni, da hitite ali da silite uresničitev. Vse se dogaja ob svojem času. Vse se dogaja ob svojem času, delajte korake za sebe, umiriti se je treba in boste videli, ja, zdaj se dogaja na polno. Še se bo, do novega leta bo še kar intenzivno, ampak kdor poskrbi za svoj mir, lejte, temu ne bo hudega, sigurno ne. In potem, lejte, karkoli bo, vse bo v redu, vsak izmed nas ima pa kaj za delati pri sebi. Tako da ne bo to danes sporočilo za vas. Lep vikend vam želim, uživajte, dejstvo pa je, da lejte, zunaj je sonček, zunaj so, ja, ohlaja se, jesen prihaja, nezadržno. Zdaj, če gledamo ta jesen, je po drugi strani tudi eno tako obilje vsega. Obilje vsega. Jaz sem tako srečna, no, druga ne morem reči. Vesela, ja, delam na sebi, čistim svojo podzavest, vsega strupa, kar se je nadgnetalo v mojo podzavest, in delam korake. In delajte isto vi in boste videli, življenje nas lahko podpre takrat, ko mi naredimo najprej prvi korak za sebe. Tako da uživajte in naj vas življenje podpira pri vaših korakih.